Čau, sem Lili Čadež in danes odgovarjam na džunglinih 24 vprašanj. Od 1 do 10, koliko si srečna trenutno? Dajmo reči 9,5, ko grem na potovanje, bo pa čista 10. Kaj Slovenije najbolj pogrešaš na potovanjih? Dobro kavo, predvsem kapučino iz gostilnice. Pogrešam itak da družino in pa prijatelje, ter pa svojo omaro, kjer imam lahko noter vse svoje obleke. Ali si kdaj obžalovala kakšno potovanje in če ja, katero? Prav obžalovala nisem, v tistem trenutku sem pa mislila, da obžalujem, in sicer Mehiko, ker je bil tako, kot da bi se obrnil za 360 stopinj, vse. Katero mesto je pa zdaj na tvojem bucket listu? Mesto New York kot država Avstralija. Najboljši potovalni hack je? Kombiniraj čim več stvari s čim manj kosi in pa rezerviraj vse vnaprej preko Google Flights, kjer so najbolj ugodne letalske karte. Če bi lahko ustvarila en potovalni pripomoček, kjer bi to bil? Ruzak, ki bi ga jaz najprej zrisala na tablico in potem bi se on tako oblikoval po mojih potrebah glede na dotično potovanje. Noter bi lahko dala stojalo, torej stojalo, ki bi bilo manjše in bi fitalo v Ryanairov vodič, in pa imel bi tudi zafilati vtičnike za kamero in pa za telefon. Kje si pa drugače pila najdražjo kavo? Najdražjo kavo sem pila v Parizu, mislim, da je bila 7 €. Kaj bi pa rekla, da je bila tako najbolj bizarna stvar, ki si jo naredila za Instagram Reel? Najbolj bizarna stvar je bila, da sem si vsakič, ko se preoblačam zunaj pred folkom, brez kakšnih pripomočkov, in pa da sem si zlila pol litra meda na glavo. No, pol pa ena dilema. A bi raje še enkrat čez sebe zlila med ali stresla cvetke? Ne, med, več atenčna. Če ne bi bila ustvarjalka vsebin, kaj bi bila? Vodja kreativnih projektov, kjer bi drugi snemali vsebine. Če bi lahko izbrala eno pesem, ki bi igrala vsakič, ko stopaš v sobo, katera bi to bila? To bi bila Pee in Paradise od Jay-Zja in pa Kanye Westa. Kaj pa tvoj guilty pleasure? Včasih grizenje nohtov, občasno cigareti, skupaj vred s kavo. Katera je pa najbolj znana oseba v tvojem imeniku? Katarina Benček. Ena dilema, Igor z dolgimi lasmi ali Igor brez las? Igor s srednje dolgimi lasmi, do tlega. Kjer je pa tvoj nekonvencionalen celebrity crush? Jaz jih imam kar nekaj. Trenutno Damjano od Maneskin. Triftanje ali normalno nakupovanje? Triftanje. Čemu bi se težje odpovedala, sončnim očalom ali kapam pa klobučkom? Sončnim očalom. Kaj poleg telefona je pa tako vedno v tvoji torbici? Cigareti in pa voda. S čim si trenutno obsedena? Trenutno sem obsedena z guašanjem svojega obraza. Kaj bi pa rekla, da ti gre pri socialnih omrežjih tako najbolj na živce? Najbolj na živce mi gre folk, ki hoče ustvariti nek imidž, ampak ti poznaš ta folk in veš, da sem hoče ustvarjati, ni pa tu realnost. Na katero uspeh v svoji social media karieri pa si najbolj ponosna? Ogromen, najbolj bi rekla mogoče... Ne morem izpostaviti enega brenda, ampak v glavnem, da sem lahko delala s svetovno znanimi brendi. Kako se pa počutiš, ker si okronana kot slovenska Reel Queen? Zelo dobro, po eni strani je pa konstanten nek pritisk, da ne smem imeti izpod svojega standarda, ampak mi ugaja in se ga nameravam še kar nekaj časa držati. A bi nam pokazala zadnjo fotko na tvojem telefonu? Upam, da ni preveč kritična. Evo. In za konec, kaj bi povedala tako svoji mlajši verziji sebe?
Svoji mlajši verziji sebe oziroma Lili izpred 4 let bi rekla, da ne glede na to, kolikokrat ti bojo rekli, da nimaš pojma, da bo tih, da raj premislim, preden kaj rečeš na glas, bi rekla, ne jih poslušati, ker si ful fajn, vse to, kar delaš, ti bo vse ratel in na koncu boš živela točno tak life, ki si ga želela, samo gurej naprej in vztrajaj. To je bilo to, hvala, da ste me gledali, gledajte še naprej Džungline videe, ki so res hudi in spremljajte mene na mojem profilu. Čau!